Dostikrat mi kdo reče v ponedeljek, kako bo vreme v petek, mu pač povem, taka je napoved, pa reče v sredo, zdaj pa čisto druga. Sem rekel, ja, spremenila se je, ne? To moraš vreme vsaki dan gledati, ne, spremljati. Pozdravljeni spet v našem podcastu Neokvirjeno, kajti danes bomo posebej stopili iz okvirjev, kajti ukvarjali se bomo z vremenom. Z nami je Aleš Sattler, verjetno kar precej vsem poznam, napovedovalec vremena, meteorolog iz Pop TV-ja. Aleš, lep pozdrav. Zdravo. Kako je napovedovati vreme? Ja, zdaj že kar vredno. Na začetku pa je bilo težko, zanimivo, bom rekel. Je tisti občutek stopiti pred kamero ali gledati televizijo bistvena razlika, ne? Ja, čeprav sem v bistvu 12 let že gledal zraven, kako se to snema, ko sem sam začel, je bilo precej drugače. Drugače si po izobrazbi meteorolog, tako da se z vremenom ukvarjaš že od osnovnošolskih let, koliko vem, ne? Ampak vseeno, zakaj rabimo vremenarje, če beremo Facebook, nam razlagajo vsak dan ti Facebook strokovnjaki, da nam vreme naredijo. Kaj potem dobite napisano, kakšno bo vreme, kakšno vreme bodo naredili ali še morate raziskovati? Ja, meteorologija je kar znanost, ne? Ni tako, da bi kar malo pogledal v nebo pa rekel, zdaj je to, zdaj nas to šprica, zdaj nas to, tako da temelji na znanosti, veliko je fizike, matematike, te teorije zarote so v zadnjih letih postale zelo, zelo popularne, sploh s Facebookom, pa mogoče še to med koronavirusom še mogoče bolj. Tako da ne vem, kaj naj rečem, pač podnebje se segreva, ne vem, če kdo tega ne vidi, žal večjih dokazov, ko jih imamo zadnja leta, sploh poletja, so zelo vroča, tako da težko rečemo, da se podnebje ne segreva in zelo hitro spreminja. Tako, ne glede na to, da si meteorolog, ti vreme nekako ni pisano na kožo, kajti nekje sem prebral, da imaš najrajše tisto škripanje snega pod nogami pa zimsko vreme. Ja, nekako še v moji mladosti so bile res zime precej drugačne, kot so zadnja leta. Med zimskimi počitnicami smo večinoma se smučali, zadnjih par let res ni snega, niti ne samo med zimskimi počitnicami, ampak celo zimo. Tako da ja, meni bolj prija tako hladno, suho zimsko vreme. Ne maram vročine, vetra, tako ne, to tako v Sloveniji, po mojem noben ne mara, ker nismo navajeni, razen mogoče Primorci. Slovenija je ena izmed najmanj vetrovnih držav na svetu, zaradi svoje lege pod Alpami, ne. Tako da ja, če me vpraša kdo kako vreme, je to zimsko, je suho. Tako, veter mora pihati samo na Primorskem, da se suši pršut. Ja, nekako tako bi rekli, ja. No, če se vrnemo k tvojim začetkom, vsi tisti, ki ne veste, Aleš prihaja iz Jurovskega Dola, sedaj živi v Šentilju, pa mogoče, če se vrnemo malo nazaj, tisti začetki, kje se je začelo tisto spogledovanje z meteorologijo, potem obiskoval si osnovno šolo Jurovski Dol? Ja, tako si že na začetku omenil, tam v osnovni šoli, konec osnovne šole, ne vem, najprej termometer me je začel zanimati, v bistvu doma smo imeli termometer, sem malo začel gledati, pol vreme sem spremljal po televiziji. Privlačilo, ker sem pač živel na kmetiji, sem bil v stiku z vremenom, bili smo odvisni od vremena dostikrat, tako da me je začelo zanimati vreme, kaj se dogaja. Predvsem pa po zimi, ker je ata je tudi plužo, me je tudi to bolj dosti zanimalo. Takrat je bilo, kot sem že rekel, dosti več snega. Tako da v osnovni šoli, pol pa pač vedno bolj v srednji šoli, recimo v 3. letniku srednje šole sem se že odločil, da bom šel študirati že leto prej v bistvu, ne. Tam šel v Ljubljano, sem že bil 1 leto prej na informativnem v Ljubljani, na fakulteti za matematiko in fiziko. Tako sem se v bistvu že takrat odločil, kaj bom šel študirati. Zanimivo, ne, meteorologijo bi človek dal na neko biologijo ali nekam, ne, ampak sodi pod matematiko in fiziko in verjetno se tudi kot študent ne srečaš v 1. letniku z meteorologijo, ampak v glavnem fizika in matematika, ker je osnova meteorologije. Ja, sploh takrat je bil program tako zastavljen, zdaj je malo drugače, da v 1. letniku nisi imel niti enega predmeta meteorološkega.
Tako da v bistvu je fizika, matematika pa malo programiranja, no, na začetku. Pol pa vedno več meteorologije. V zadnjih 2 letnikih pa je bilo res večinoma meteorologija. Je ta meteorološka smer se je zelo ločila od ostalih smeri. Tako da študij je bil zanimiv, sicer težek, mogli smo zelo dosti računati in ni pa bilo učenja na pamet, no, kar mi je zelo ustrezalo. Kot sem že omenil, živiš v Šentilju, prihajaš iz Jurovskega dola, mogoče te spomini še na otroštvo, ste še se smučali po teh hribih, če je oče plužil ali že samo Pohorje pa prava smučišča? Ne, jaz sem se prvič na smučišče prišel pri 15-16 letih, tako da smo se celo osnovno šolo smo se smučali doma po gričevju v Slovenskih goricah, v bistvu po manjših gričih, delali smo skakalnice. Ja, včasih si je kdo kaj poškodoval. Enkrat vem, da smo si progo zelo uredili, tudi za slalom smo si take mini količke z tega panovca postavili, pa nam je pol lastnik tega, v bistvu je bil nek travnik ali kaj, nam je gnojnico gor posipal, pač nenamerno, ne, ampak smo bili pol zelo razočarani. Take prigode, zimske. No, tako pač rojstvo na podeželju, dejansko pa opet si bil na kmetiji, dejansko to je verjetno te tudi še dodatno povezalo z naravo. Ja, seveda, zelo povezani smo bili z naravo, pač tudi v srednjo šolo sem hodil v Maribor, pol na faks v Ljubljano, ampak sem se zmeraj vračal, no, vsak vikend sem šel domov, jaz nisem ostajal v Ljubljani, tako eni. Tako da sem bil zelo povezan z naravo, tudi ukvarjal sem se recimo z nogometom, to je zunanji šport, tam smo bili dostikrat odvisni od vremena, tako vse je bilo povezano. No, nogomet pa Jurovski dol sta kar povezana. Ja, to tudi, ja. Čeprav igral sem v Jerenini, no, takrat ni bilo tako šole glih v Jurovskem dolu, Jerenini, pol sem nekaj za člane, sem tudi v Jurovskem dolu, ampak sem bil na par derbijih Lenart Jurija. Tako da je. No in potem srednja šola Maribor, potem si tako prihajal domov, prva gimnazija, če se ne motim. Na prvi gimnaziji v Mariboru sem srednjo šolo končal, je tudi zelo zadovoljen, no, moram reči, zelo lepi spomini na prvo gimnazijo. Potem pa že pravim v 3. letniku sem se odločil za študij v Ljubljani. Pač meteorologija, to je zelo mala potreba po meteorologih, ne. Bilo nas je z 2 letnikov skupaj, torej moj letnik pa en letnik starejši, nas je bilo 10 prav meteorologov, ne. Tako da ja, zelo zanimivo. Kaj pa potem si že začel tudi s kako lastno meteorološko postajo ali s kakim beleženjem vremena ali kako? Nekaj sem, ampak glede tega pa nisem jaz dosti preveč se v to spuščal. Mogoče tudi zato, ker nisem bil dosti doma, ne? Ker če hočeš imeti neko opazovalnico, je dobrega, mislim, ključno, da si v bistvu vsak dan spremljaš, pa si beležiš, ne? Te klasične postaje, v bistvu 3-krat na dan bi mogel odčitavati, ne? Sicer zdaj grejo to počasi ven, avtomatika zamenjava, ampak takrat je še bilo to dosti bolj popularno, tako da to nisem, imel sem neki dežemer doma, pa kaki termometer, ja. Sem neke meritve sicer opravljal, take, to smo rekli mi z gumbkom, to si postavil na eno lego, taki senzor za temperaturo, malo si ga dal v kako folijo noter, da ni glih sonce gor sijalo. Predvsem po zimi za minimalne temperature, za ekstremno nas, tega sem tam enkrat blizu mojega doma v Žitencah, sem zmeril -27 se je ohladilo. Ja, to je, sicer za prejšnja leta bi to bilo normalno, ampak tistih letih je že bilo redko, no, pa taka lega je, drugače recimo pri nas doma, ko je mogoče 50 metrov više, je bilo -13, tam pa je bilo -26, take lokalne razlike so po jutrih, nekaj se tako hladi. To s tem sem se malo tako ukvarjal, pa z enim kolegom smo imeli na Gorenskem tudi nekaj malo postajo tako. Drugače pa preveč ne s tem merjenjem temperature pa tega. No, tako potem se verjetno biti meteorolog, mislim, da je to način življenja, to ni poklic, kaj ti stalno moraš spremljati. Verjetno tudi, ko kam prideš, te vsi vprašajo, čuj, kakšna bo jesen, kakšna bo pomlad, mogoče tudi na deželi, čuj, kaj pokosim, bo lepo vreme naslednji teden. Verjetno se s tem srečuješ. Ja, sploh v zadnjih 2 letih, ko imamo tako deževno
sploh ta začetek poletja, zelo dosti vprašanj dobivam glede košnje. Tata me kliče pa reče, mogo bi kositi, itak pol tudi vsi čakajo, da jaz začnem kositi, pa pol grejo, kao tak, če satler kosite, bo že v redu vreme. Ampak letos se pa je zgodilo, bom rekel, tudi po dolgem cajtu, da je prišel dež noter v seno, ampak bilo je tak, mogo je kositi, trebalo je kositi, ker je že bilo tako pozno, tako da jaz sem vedel, da verjetno bo, no, in je pol tudi bilo. Vse verjetno je pa tudi zelo težko napovedovati točno lokalno to vreme, ne? Kajti tudi včasih kdo reče, ko gledamo te aplikacije in te stvari, ne? In pol nekdo reče, gled, tam kaže dež, pa si je sonce. Ne? Če na aplikaciji pokaže, da bo dež, to ne pomeni, da bo deževalo cel dan. Ja, te aplikacije, to so kar zmedo ustvarjajo, ker večina je tako narejenih, da one tudi trenutno vreme imajo z napovedi. One seveda nimajo postaji vsake vasi, oziroma niti ni povezano. In trenutno vreme ima z napovedi in je včasih res smešno, tako si rekel. Ne? Ja. Dežuje, pa kaže sonce ali pa obratno. Ne? Ali pa vem, da je meni enkrat, ko mi je avtomatsko naložilo, mi je kazalo snežni vihar. Ali pa po zimi, ne? Je pisalo take finte. Tako da ja, to pa sploh pri poletnih nevihtah, to pa to moramo še ljudi izobraževati zmeraj znova in znova, da to je zelo lokalno, da lahko bo v Lenartu nalil v Jurskem dolu, bo sonce sijalo, kar je zelo lokalno, zelo normalno pri teh poletnih nevihtah. Teda je težko napovedati, je pa kot tudi marsikatera stvar v znanosti, meteorologija je v bistvu verjetnost. Ne? Res težko, kdaj, mislim, se je zgodilo, da 100% se napovene. Ampak za 5 dni naprej, da ne bo dežja, zelo težko napovemo, 100%, ne moreš bistvo napovedati. Ja, pa tudi lahko je, ne? Kot si dejal, mogoče v Lenartu res ne bo, v Jurju pa je lahko, ali Crkvenjaku, ali... Ja, sploh pri teh poletnih nevihtah se to pogosto zgodi, ali pa je tam čist malo, ne? Ker to so take male celice, sploh pa pri toči, ne? Tam pa sploh, toča pa sploh jemne, take zelo male pasove, ne? Tako da... Pač meteorologija, vreme je zelo kaotično, ne? To še dolgo, ne vem, če sploh kdaj bomo lahko čisto točno napovedali. Ne? Ja, zdaj smo že v teh, bi rekel, najbolj vročem mesecu juliju, ne? In veliko primerjamo temperature širom po Evropi, ne? Kaj zdaj iti v Španijo na dopust, ali iti v Grčijo na dopust, ali ne, kajti tam bo 44 stopinj, ali ne vem, pri nas bo toliko, reši, ostanem doma, ne. Samo so tudi te temperature, ne, mislim, da je tudi velika razlika glede zračne vlažnosti. Ja, ne. Glih to sem mislil reči, ja. Tam v teh krajih, Španija, tudi Grčija, je dostikrat bolj suha vročina, ne. To je čisto drugo, ne, ko pa, kaj smo zdaj mi imeli, recimo prejšnji konc tedna, ko je bila zelo visoka vlaga, ne. To težko primerjaš, samo temperaturo, ne. Ampak pač prilagoditi se bomo mogli na vreme, ne. Tudi pri nas bo bolj vroče, tam bo še bolj vroče. Treba se prilagoditi, ni nujno to vse slabo, ne. Pač tudi po zimi se manj skuri, recimo, to je že taka stvar, ne. Sploh v zadnjih letih, ko so energenti zelo podražili. Poleti pa klime bo pač sploh nova stanovanja, nimaš kaj razmišljati, ne, da ne bi klime, ne. Ja, se mi zdi, da zadnje čase, ne, še v tistih letih, mogoče 30 let nazaj ali pa kaj, se je ogromno energije porabilo za ogrevanje stanovanj, ne. Zdaj pa mislim, da v zadnjih letih se ogromno energije porabi za hlajenje stanovanj poleti, ne. Ja, to sploh, če si v kakšnem višjem nadstropju, da nimaš preveč dobre izolacije, to je nevzdržno, ne, to moraš imeti klimo, ker pa pač žal še slabše bo, ne, mislim, ne bo boljše, ne. Sicer so fluktuacije iz leta v leto, recimo najbolj vroče poletje do zdaj še zmeraj 2003, ne, po številu vročih dni, recimo, ne, kar je že 21 let nazaj, ne, so spremembe, ampak recimo zadnjih 20 let je po moje bilo, 19 je bilo najtoplejših, recimo, malo na pamet govorim, ampak tistih hladnih let, recimo daljšega obdobja hladnega vremena več ni, ne, to je praktično izginilo, ne. Veš, kaj še me zanima, kako meteorologi gledate na to strašenje novinarjev, ne? Ker ti razni spletni portali, pa to, ko se ukvarjajo s tem vremenom, brez kakega
pravega znanja, podlage, ti vijolični, pa ne vem kakšni alarmi pred dnevi, ravno smo tu na Štajerskem bili deležni tega alarma in dobro, hvala Bogu, vse se je končalo brez kakih nalivov, ne, ampak se mi zdi, da dejansko novinarji uporabljajo te vremenske napovedi pa te Arsotove alarme dobesedno zastrašeni ljudi. Ne? Ja, bi rekel, mogoče malo drugače, ne zastrašene, ampak vreme je zelo popularno v zadnjih par let, mogoče 5-10 let. In pač, če kaj v zvezi z vremenom objaviš, se zelo klika, zelo bere, zelo gleda. Tako da pač se zaradi tega, zaradi vsebine se objavlja. Je tudi mogoče vreme malo bolj ekstremno, ko je bilo. Največ pa je k temu pripomogla tehnologija, ker ima vsak telefon, recimo zdaj, ne. Vsak ima tak telefon, da lahko posname koliko toliko dobro sliko, video in se to pol na medije pošle. Tako da zgleda, kot da je zdaj toča vsake 2-3 dni, prej pa je bilo vsak mesec, recimo, ne, ampak temu ni tako, ampak točo te neurja največ taka kratkotrajna, to moraš takoj posnet, ne. Če priješ drugi dan, se dostikrat nič več ne vidi, ne, recimo, ne. Ja. Tako da to se zdaj čisto spremenilo. Recimo lahko z lastnih izkušenj povem, ker delam pač v medijih. Ob recimo nekih vremenskih ujmah, večina materijala se zdaj v zadnjih par letih dobi od ljudi. Če je kaj hujšega, recimo kaj so bile lani poplave ali pa take stvari, seveda grejo novinarji naši tja, sploh drugi dan te posledice snemati, ampak večina se dobi tisti dan, ki tak ne moreš biti tam, od ljudi, ne. Tako da to se je zelo spremenilo, ta občutek, da je zdaj skozi neurje, vsaki 2-krat na teden, da je neurje, to je varljivo, ne. Ja, je pa res, da so mogoče neurja drugačna, kot so bila včasih. Ja, so malo bolj pogosta, sicer je to tudi od leta odvisno, ampak ni tako, da bi bilo zdaj 3-krat več neviht ali pa da je bilo 3-krat več toče, 3-krat večja toča, ne, to sploh ni, mogoče 10% več v primerjavi z 20 let nazaj, recimo neka taka številka, kar je v bistvu neopazno za nekega laika, ne. Zdaj pa, če pogledava, če se vrneva k tvojemu delu, dejansko, kako začneš delovni dan. Najprej je treba premagati razdaljo Šentilj-Ljubljana, kar je verjetno v zadnjem času predstavlja kar težave. Zdaj tako je, če da napovedujem vreme, pol ja, drugače pa, če pa samo pripravljam vremensko napoved, pa tudi lahko doma delam. Poželjeno. Če se kaj zelo dogaja, tudi grem tja, ampak dostikrat pa zdaj od doma delam, sploh zdaj poleti, ko ni nekaj, kaj se ful ne dogaja. Tako da ja, z vreme pa načeloma sem stikal zmeraj, tudi ko imam dopust, razne res, ko grem na morje, mogoče takrat ne spremljam. Ampak drugače spremljam vreme, malo karte pogledam že zjutraj ponavadi, kaj kaže, če se je kaj spremenilo, itak, če prejšnji dan delaš, že veš, kam gre kaj. Tako da najprej načeloma jaz malo pogledam, tudi malo kakšne zanimivosti, si malo načeloma v glavi sestavim celotno napoved, pol pa začnem tekst pisati. No, zdaj, če pogledava en dan, rečemo, ko se odpraviš zjutraj v Ljubljano, prideš v uredništvo, kdaj je tam okrog 10-11? Ja, recimo okrog 11, pol 11. Okrog 11, dejansko in potem začneš, seveda že med potjo verjetno, kaj spremljaš. In ko prideš tja, potem, kako poteka tvoj delovnik, bom rekel, do tistega snemanja, dejansko prva vremenska gre v živo, drugi dve posnamete, ne? Ja, ko pridem tja, načeloma malo pogledam karte, malo pri meteorologiji, pač ker je, kot sem rekel, da je to verjetnost, je dobro, da pogledaš več izračunov različnih, ker je lahko, da en zelo odstopa od ostalih in tisti je manj verjeten, recimo, ne, tak. Tako da pogledam te izračune malo, pol pa se pravim, začnem, imamo tak neki program iNews, to je neki centralni program, začnem s pisanjem teksta, pa mi imamo tak, da tekst napišemo, pa zraven grafiko sestavimo, ne. Tam načeloma najprej tekst napišem, pol pa začnem grafiko na tekst sestavljati, prilagajati temperature, ne vem, kakšna animacija. To pomeni grafiko tudi sama, koliko vas je, 2-3, koliko vas je? Ja, 3 smo v bistvu, večinoma 2 delama. Ja, tako je vreme pri nas tako narejeno, da v bistvu vse sami, razen če smo imeli kako posebne grafike,
polugrafični oddelek nam pomaga, mislim, dela vizualizacijo, drugače pa pač dnevna napoved, v bistvu vse mi kot meteorologi sami pripravimo. Ja. Tako da tudi fotografije mi izberemo, to, kar nam ljudje pošiljajo, moram pohvaliti tudi ljudi, no, tudi tu z teh krajev dosti pošiljajo, pa vse posebej. Jani Kukovec je redni. Jani Kukovec je, on je Strnovska, nisem vedel, vem, da mora tu neke okolice biti, pa veliko jih imamo, no. Večino fotografij, razen če kaj specifičnega uporabimo od ljudi, da tudi to mi izbiramo, potem kakšen video, če nam kdo kaj pošle, dostikrat tudi sami kaj, sploh kolega več, on se malo bolj s to tehniko ukvarja, pa to, dostikrat sam kakšen material pošle, pokojni Robi Erjavec nam je, on je dosti materiala, je bilo njegovega, ne. Tako da to vse bolj sestavimo, da je tekst pa slika, da se nekako ujema, pol grem še mogoče enkrat čez tekst, še kaj lektorcev vprašam, če še kaj nisem ziher, pa to. Tako da pol pa načeloma tam okrog 4. ure si grem jaz to malo prebrati tam v komentirnico, da imam malo mir, da si na glas preberem. Potem grem v masko, v garderobo pa masko, pridem nazaj, si še enkrat preberem, pol pa gremo snemati. Tako da to posnamemo, tam v 5 začnemo snemati in če ni nekih težav, je to v 15 minutah, so te 3 napovedi med tednom posnete. Mogoče še lahko poveva, da midva se sedaj tu prosto pogovarjava, nisva omejena s časom, vreme je časovno omejeno, koliko imate krajšo napoved, 2 minuti pa pol, daljša 3 ali kako? Ja, tista daljša, tista, ko je predoddaja, tista je načeloma najdaljša, tam 2 minuti 45, to v glavni oddaji je nekje 2,5, samo je pa res, da tudi včasih uredniki rabijo kaj, če se nam vremeno dosti ne dogaja, malo skrajšamo, če se nam vremeno dosti dogaja, malo podaljšamo. Tako da je to zelo omejeno, ja. Tako da imamo tisti program, ko si tekstu pišemo, nam kaže čas in je zelo točno, no. Tako da če nek normalen ritem bereš, vsaj za sebe, jaz vem, pa se tudi ostali vejo približno kak, ti zelo točno pokaže. Tako da je treba biti, recimo, plus minus 10 sekund je zaželjeno, ne. Dosti več odstopanja je že lahko problem, imajo poluredniki z minutažo, ne. Ja, no, jaz sem par let delal na televiziji, tudi kot novinar, ne, in verjetno marsikdo ne ve, ne, da je glavna nočna mora televizije so sekunde. Vedno je treba loviti sekunde v informativnem programu, pa ne bo to vreme ali novica, ne. Meni se je zdelo, ko sem začel, ko ti urednik reče, glej, imaš minuto 30, 2 sogovornika, se rečeš, to je nemogoče. Ne? Ja, to jaz tudi imam dosti izkušenj s tem, ker sem delal v režiji dosti, tako da sem poslušal to, pa tudi v redakciji je bitka med, tako si rekel, urednikom pa novinarji, ne. Neko minutažo si postavijo, pol se pogajajo, če so lahko daljši, krajši. Podobno je pri vremenu, se pravi, če se kaj dosti dogaja, pa to, pa smo daljši seveda, ne, drugače pa kamot odstopimo 10-15 sekund ostalim novicam, recimo v nekem poletnem vročinskem valu, mi res nimamo kaj dosti zadelati. Ja. In če se vrneva še k pripravi prognoze na same napovedi, ne, kako vse skupaj začneš, odkot črpate te osnovne podatke? Ja, mi imamo v bistvu, dobivamo prek neke nemške firme, dobivamo to podatke za vizualizacijo, pač to so nekako naši grafiki oblikovali, pa je to v sistemu noter. V bistvu podatki se osvežujejo, ti grip fajli, to so v bistvu podatki za točko, modelski izračun, to je vse avtomatizirano, to se mi ne rabimo nič s tem ukvarjati, to vse štima, to vse gre gladko. To dobivamo, to je temelji na podlagi Evropskega meteorološkega centra. To potem pa recimo ne vem, kakšne specialne karte, pa to pa bolj tak prosto dostopno izbrskam, kaj je prosto dostopno. Recimo ta ameriški model, ko se včasih precej razlikuje od evropskega, je zelo prosto dostopno, s tistim si pomagamo. Tako da malo primerjamo mogoče napovedi posameznih modelov oziroma tudi posameznih zagonov.
Potem v zadnjih letih so zelo popularni postali ti visokoresolucijski modeli, bi lahko rekli, torej, da imajo zelo veliko točk na manjše območje. Zdaj to tudi treba je biti pazljiv tukaj, ne? Ti kažejo bolj ekstreme, ampak težko je zadeti čiste ekstreme, ne? Točno kje, ne. Tako da s tem si pomagamo, sicer sploh pri kakih poletnih nalivih, no, tam dostikrat vidiš, v katero smer se gre napoved oziroma bo šla situacija. Tako da zelo je kar nekaj strani, kjer si malo pomagamo, malo zbrskamo. Kot pa sem že omenil, je pa pomembno, da pogledaš več različnih napovedi, da se ne držiš samo ene, ker včasih ena zelo odstopa od ostalih, isto je pri teh aplikacijah. Eni govorijo, ja, ta mi kaže dež, ta sonce, recimo sem rekel, daj poglej, mogoče pač več aplikacij, pa boš videl, kam gre, ne, ker če jih 5 kaže sonce, ena pa dež, je zelo verjetno, da je tista, kot kaže dež, je narobe, ne. Recimo tako laično povedano, ne. Ja. Samo potem, ko se lotiš, ko vse to pregledaš, dobiš neki vzorec vremena, ne vem, dopoldne bo sončno, popoldne so možne nevihte, ampak verjetno ima Slovenija tudi kakšno specifiko tu pri teh zračnih masah, ker je ta gibanje zračnih mas zelo pomembno, pa ti vdori raznih ciklonov in tako naprej. Ja, Slovenija je, kar se vremena tiče, res zelo zanimiva, zelo razgibana. Res velikokrat je različno vreme, sploh zahod, vzhod Slovenije, na taki kratki razdalji je zelo različno vreme. Tako da to je zelo zanimivo, pač imamo k tem pripomore gorstva, ne. Alpe, pa potem to Dinarska pregrada, ne, med Primorsko pa Notranjsko, ne. Je zelo zanimivo, ja, mislim, Slovenija dosti manjša recimo od sosednje Madžarske, ampak tam je zelo podobno vreme po celi državi, pa tam meteorologi imajo ful manj dela, ne. V nekaterih delih sveta jih sploh ne rabijo, recimo meteorologov, ne. Pri nas je pa res zelo specifično, dinamično. Tudi napoved se zgodi, res redko, ampak se zgodi, da tudi za naslednji dan je povsem napačna. Mislim, povsem napačna. Recimo lahko, da napovedujemo dež, pa ga ni, ali pa obratno se zgodi. Recimo, ker v nekaterih državah to ni mogoče, ne, za 10 dni naprej lahko točno napoved. Ja, se tudi jaz pravim, takšne države ni, ki bi imela 2 milijona prebivalcev, pa dejansko imamo 1 uro, 2 uri do morja, 2 uri do planin, naprimer, če smo nekje v sredini, ne. In tu se verjetno potem tudi na vremenu zelo pozna, ne. Ja, ker dostikrat pri nas večinoma se, ne vem, zdaj pač eni to vejo, ne, vreme prihaja od zahoda, severozahoda, ne, ker so pač zračni tokovi od zahoda. Potem Alpe blokirajo pač ta tok in tu v Genovskem zalivu, torej na južni strani Alp, na drugi strani Jadranskega morja, ko smo mi, se ustvari ciklon, ne. Taki manjši ciklon pa pol vpliva na vreme pri nas, ampak to se ustvari, pa pol kaki dan, dva traja, pol pa zgine, ne. Tako da ti napovedi 3-4 dni naprej napovedujejo stvar, ki še ni nastala in bo pol vplivala na vreme pri nas, zato je dostikrat narobe, mislim. Ali pa se pol spreminja še zadnji trenutek dostikrat, ne. Ker je to ni neka stvar, ko bi prišla od tam do nas, ampak to nastane tam sekundarni, rečemo, ciklon, in pol vpliva na vreme pri nas v največji meri, zato je tolikokrat. Se pravim, dostikrat mi kdo reče v ponedeljek, kako bo vreme v petek, mu pač povem, taka je napoved, pa reče v sredo, zdaj pa čist druga. Sem rekel, ja, spremenila se je, ne, to moraš vreme vsak dan gledati, ne, spremljati. Ne, težko je to, drugače tako bi mi napovedali enkrat na teden vreme, če bi držalo, pa ne bi rabili, ne, ali pa 2-krat na teden, ne, govorim, ne. Ampak se zelo spreminja, no. Kaj pa ti pojavi vmes? Verjetno se tudi spreminja pri teh vdorih tega saharskega zraka, ki potem prinaša tudi zraven ta prah, pa to. Se v zadnjih letih tudi to spreminja, ni več tiste neke, bi rekel, mogoče neke splošne formule, ampak ti razni vdori tega hladnega, toplega zraka, zdaj ta topli zrak prihaja tudi po zimi, ampak takrat je ozračje pri nas toliko premrzlo, da se toliko ne vidi, ne. Ja, pač s tem spreminjanjem podnebja, kaj se dogaja, ne? Mi imamo zadnje obdobje, večkrat prihaja zrak od nas, od zahoda,
oziroma jugozahoda, torej z Afrike, če je bolj zahoda, je bolj z Atlantika, če je z jugozahoda, je bolj z Afrike, kot pa severovzhoda ali pa vzhoda. Ne? In zato je tudi ta toplejša obdobja so bolj izrazita, daljša, tista hladnejša pa jih je manj, pa so krajša. Ne? Zato je tudi tega peska, mogoče, mislim, dejansko ga je več, ker je bolj pogosto se to dogaja. Ko prihaja zrak iz severa Afrike, ker tam recimo zanj smo se nekaj s tem ukvarjali, zanj je bila ta gostota teh delcev, ne vem, kako da bi rekel, 100 mikrogramov na kubični meter, se nima veze. Tam v Sahari je 25krat več, je normalno. Tam imajo skozi celo leto je 25krat več. Ne? Tako da to, kaj se mi v tem pesku, se oni smejejo. Ne? Ampak to prihaja k nam dosti bolj pogosto, bolj pogosto, kot je včasih. Ne? In takrat je res zanimivo tudi za nas. Zadnjič je bil zelo topel zrak nad nami. Če bi bilo čisto ozračje, pa to bi bilo blizu 40 stopinj, ampak ni bilo niti 35, ker je bilo res toliko tega peska in je direktno sončno sevanje je toliko odbijo, da so bile dnevne temperature so bile za 5 stopinj niže, kar je zelo dosti. No. Tudi smo predvidevali, da bo tam mogoče malo nad 35 ob tak toplem zraku na 1500 metrih, ampak je bilo pol še manj. Ne. Tako, to se zelo redko zgodi. Recimo po teh vročinskih valih, če kdo tako malo bolj podrobno spremlja, so te napovedi za naslednji dan, za najvišje dnevne temperature so zelo natančne. Ampak tisti dan je se pa zgodilo, da smo kar za 3, mogoče 4 stopinje zgrešili, ne, za naslednji dan, kar se zelo redko zgodi. Tako da ja, tudi po zimi prihaja ta pesek, recimo to se vidi sploh v gorah na snegu. Glih zadnjič mislim, da so objavili skredarice en posnetek, ko se ta sneg se je talil in je bil res prav rdeč, je bil sneg, ne, ki je bil pesek noter, ja. Tudi po zimi, mogoče je malo manj izrazit, manj pogost, ampak ja, ti prodori od severovzhoda, to so pa prav redki ratali tega ekstremno hladnega zraka, torej se reče sibirski anticiklon. Prej je bilo tako normalno, da po zimi vsaj en taki prodor je bil, da je 2 tedna trajalo, je držalo, ne, kako se je rekel, se držalo je mraz, ne, ampak zdaj pa je to redko, no, leta 2018 smo imeli na zadnjo taki prodor, pa še takrat ni bil tak izrazit, ni tako dolgo trajalo, takrat je bilo sicer več snega, so bili ti dženovski cikloni bolj pogosti, ampak prav mraz, dolgotrajen pa res redko, no. No, jaz se še spomnim časov, ko sem hodil v osnovno šolo, ne? Sem isto s podeželja, da je bilo toliko zmrznjeno ta hladni val, da je sneg držal gor, da se sploh ni udiralo. In potem smo otroci kar šli naravnost proti šoli, dejansko nisi rabo ceste pa nič, ker se ti ni udiralo, pa snežna odeja je bila debela. Ne? Ja, to za zadnje leta je to nepojmljivo, no? Ker niti snega ni, da bi še zmrzno sneg pa držalo. Ne? To v gorah, ti, ko hodijo po gorah, pridejo. Ali pa ne vem, za novoletne praznike, naprimer, ne, ko je bil tam mraz, ne vem, minus 18, 20 stopinj, ko je tisto, smo rekli, da sneg škripa pod nogami, ne, tega zdaj dejansko več tudi ni. Ne, sploh tako se nekako zdi, da je ta zima, če že se je kar premaknila na kasnejši čas, tak decembra je res porazni so, no, decembri zadnja letos, čeprav lani moče je bilo nekaj malo snega mraza, ampak drugače je pa slabo, no, sploh tam okoli Božiča novega leta mislim, da smo gledali, da zdaj že skoraj 20 let ni bilo snega za Božič. Mislim, da bo drugo leto, bo 20 let, kaj ni bilo, pa še takrat je bilo 26, 27, je bilo centimeter ali 2. Centimeter, 20. Ja, tako to je res, ker drugače je bilo, kako je bilo vsaki tretji ali še bolj pogosto je bil Božič, je bil bel, ni bil vsaki Božič bel, ne, tako si kdo misli, ne, pa skoraj vsaki, ampak zdaj pa že skoraj 20 let ni bilo. Kaj pa te napovedi razne, ko ljudje gledajo, predvsem starejši ljudje so gledali, se spomnim dedka, ko je gledal luno, pa ne vem, tam od Božiča do Kralovega ali kaj, so si pisali vreme, kako bo prihodnje leto. Kaj s tem si se kdaj kaj ukvarjal? Ja, mislim, eni reki so taki, da držijo, bom rekel, ja, ne, ni za to vse iz trte zvito, ene stvari držijo, zagotovo, ampak tisto pa, ko so pa take tiste, bom rekel, finte, bi jaz temu rekel, ne vem,
na Zofijo 15. maja bo dežuje, bo pol v sredini avgusta 30 stopinj en teden. Ne. To ne more držati. Mislim, to je tako, včasih se zgodi, včasih se ne zgodi. Ne. Ampak ene stvari pa zagotovo držijo. Ne vem, če je jugozahodni veter, torej tisti topl, kot da bi rekli pri nas topl, pri nas je bolj južni veter piha, pol ponavadi prije dež, ne. Ali pa vsaj sprememba vremena, definitivno. Ne. Ali pa tudi tako oblake, če gledaš prejšnjo večer, da se tisti oblaki isto tako hitro gibajo z jugozahodnikom, da se zbirajo, pol ponavadi prije sprememba vremena, dežja, ampak pri teh recimo nevihtah pa ne moreš kaj dosti, če pogledaš 1 uro prej, ne moreš kaj dosti, ker lahko nastane, kako se pomika. Tako da ja, mislim, imamo tudi enega v Sloveniji, ki se dosti ukvarja tisti z blok, kaj je Dušan Kaplan, se dosti ukvarja s tem. Ene stvari držijo, ne moram reči, da je to vse, ampak ene stvari so pa tak. Včasih se zgodi, včasih se ne zgodi, ne, zdaj pa tak, ne. Zdaj, če pogledamo samo meteorologijo, ne, tu so, kot je sam na začetku omenil, meteorologija je znanost in to kar velika znanost, ker zahteva zelo dobro poznavanje fizike, matematike, znanje matematike in fizike ob vseh teh pojavih. Ne. In mogoče kateri pojav v meteorologiji je tisti največji fenomen? Največji fenomen? Kaj bi te zdaj kaj takega? Ne vem, je to snežinka, nastanek toče ali... Mogoče res sama snežinka, ja, ki pač sneg mi je blizu, ga imam rad. Sama zgradba snežinke, res, če vse verjetno je kdo že pogledal z lupo ali pa kaj je sicer zadnja leta, je to, moraš kar imeti srečo, da to ujameš, ampak sploh, če bo kdaj, no, ali pa če bo taki drugje, pri nas se to redko zgodi, ko je zelo mrzlo, torej, ko je, ne vem, pod nulo, ko sneži, so tiste zelo pravilne snežinke, zelo pravilnih oblik in je res... Kako je to sestavljeno, je res fenomenalno, no, pa da to res narava to naredi, pa vsaka snežinka je recimo različna, ne, niso to iste, ne. To mi je res fenomenalno, no, tudi zelo zanimivo. Pa tudi, ne vem, mavrica recimo tak pojav, recimo, tudi mene zelo sreče, čeprav ga dostikrat vidim, pa na slikah, pa sem pa tja, pa smo se dosti ukvarjali s tem, ampak če vidim živo mavrico, je zelo, pa tak zelo preprost, v bistvu pojav preprost, ne. Tudi samo lahko, če špricaš vodo, nastane mavrica, ne, ker je, morajo biti pač, finta je, da morajo biti kapljice prave velikosti, ne. Največ to pa, da mora biti, sonce ne sme biti previsoko, ne. Najlepše mavrice so tik pred sončnim zahodom, ne. Zvečer, ne, ali pa zjutraj, ne. Po nevihti včasih, če je bila pozna nevihta, ne? Pozno zvečer, ne, so take zelo izrazite, pa zelo, da vidiš celi lok, ne. Tudi to mi je zelo fascinantno, no. No, narava se nasplošno spreminja, verjetno imajo prav tudi tisti, ko pravijo, da nam narava to vrača, kar smo ji posodili na nek način, ne. Ampak vseeno, nastanek toče, ne, vseeno se mi zdi, kot si sam prej dejal, ne, res s temi telefoni naredimo slike in imamo občutek, da stalno pada toča, ampak vseeno se mi zdi, da so te nevihte vedno pogostejše s to točo, ne. Kaj je vzrok sploh, da nastane toča, če laično rečeva, da mi navadni smrtniki razumemo? Ja, toča so pač v bistvu, to so ledene kocke, ne. Visoko v oblaki so skozi v bistvu neki mali ledeni delci, ne, tudi poletje je tako gori dovolj mrzlo, ne, ampak problem je, v poletnem času imamo zelo veliko razliko temperaturno med tlemi pa višinami in to pomeni zelo dosti vzgona, torej vertikalnega vetra gor. In te delce, pa kapljice zanese zelo visoko v oblak, tudi 10 kilometrov in tam zmrznejo, pol začnejo spet padati dol in se ta proces, to ni tako, da bi toča nastala pa dol padla, ampak ponavadi gre to tako, da te kapljice, pol pa že ledeni delci, potujejo gor pa dol, pa gor pa dol, pa gor pa dol po oblaku, ne, ker v enem delu oblaka je dviganje, v drugem spuščanje. In ko so toliko veliki, ne, da jih več ne drži ta vzgornik, padejo dol, ne, in takrat so ponavadi zelo veliki, ne, sploh večje vzgona, večji so, ne. In to gre v bistvu za ledene delce,
dosti krat je tako, da začne z manjšim ledenim delcem, pa se gor kapljice sprejemajo, ker v oblaku imamo, rečemo, podhlajene kapljice, torej vodo na -10 ohlajeno, ampak nima časa, zmrzn pa nižji tlak je, da zato ne zmrzne. Ampak zmrzne pri -15 oziroma ko se prime na led gor, ker se pol spremeni tlak. Tako da tak toča nastane, to je ta proces gibanja po oblaku gor dol in pol, ko pač ne drži več, to dol pade. Zdaj pa, ne, to je pa zdaj tak, bolj intenzivni procesi so, večja toča je načeloma, ne. In res v zadnjih letih res imamo dostikrat veliko točo, no. To je verjetno posledica teh temperatur, tudi da so višje temperature. Ne? Ja. Višja je temperatura, višja je razlika, večji je vzgon, ne? In potem več je tega vzgona, bolj se te kapljice. To pa še bolj topel zrak sprejme več vlage, ne? Absolutno več vlage sprejme in več vlage, več vode je, večja je bolj lahko toča, ne? Večji potencial, ne? Ker po zimi, tudi po zimi recimo, ko pravijo, mi včasih dostikrat rečemo, nekdo reče toča, mi rečemo meteorologi, ne, to je bila sodra, ne. To je v bistvu ista stvar, ampak sodra je premer manj kot pol centimetra, ne. Ledeni kocke manj kot pol centimetra. Pa tudi, ko smo že zdaj pri tem, med samo točo je tudi velika razlika. Recimo, če je taka bela toča, recimo, rečemo, ne, na pogled, ne, kot recimo manjša, recimo babje pšeno, ne, ti rečemo, ali pa tudi večja toča je, kdaj je zelo bela, tista ni tako uničujoča, ker je bolj mehka, ker je več zraka vsebuje. Tista problem je ona, ko je bolj prozorna, ko je bolj ledena, tista je dosti bolj trda in tista dosti več uniči. Tudi lahko je manjša, pa več uniči. Tako da tudi po zimi toča kdaj pada, oziroma sodra bolj, ampak ker niso tako intenzivni procesi, to recimo, kot da bi rekel, prej z oblaka pade ven, ne. In to je tudi zdaj, če smo že zdaj pri tem, ne, ko je zelo popularno, sploh na našem koncu, ta obramba proti toči, ne. Kaj je njihova teorija, ne? Njihova teorija je, da vnašajo srebrov jodid v oblak in da bi ti delci prej ven padli, manjši delci, ne. Tako da je pa tako, ne, da mogoče včasih na enem območju ne bi bilo toče, pa ker se to pač noter šprica, ne, po domače povedano, toča je manjša, ne, ampak je pa res, da tisto večjo točo pa mogoče preprečijo v katerem primeru, ampak pač tak dejstvo je, težko je to zdaj kar nekaj reči na pamet, so delali študije v Ameriki pa v Švici, pač bom povedal na tem, zdaj, če smo že tukaj na tem, pri tej stvari, so delali študije, koliko je ta protitočna obramba uspešna, neuspešna, in pač oni so prišli do zaključka, da pač ne pomaga, no. Da ni neke razlike, no, in velikosti in pogostosti toče na nekem območju, ne. Mogoče kdaj v nekih primerih, ja, ampak po drugi strani je pa res, da ko so tisti res največji nevihtni oblaki, torej te supercelične nevihte, ko zadnje cajte se tudi omenja to v medijih, prej je bilo to bolj meteorološka stvar, bolj supercelične nevihte, ko lahko pride do nastanka tornada, pa te prinesejo večjo točo, so bolj dolgožive, ne, trajajo več, tista je recimo zadnjič, ko je šla čez zahodni del Maribora, pa tu čez Hoče, tista je bila supercelična nevihta. V tiste oblake ne grejo ta letala, ne, ker je preveč nevarno, ne. Tako da to je pa spet ta stvar, ne, takrat, ko bi v bistvu najbolj mogli, ne morajo pač, ker je preveč nevarno, pa tudi to so taki velike, če preračunaš, koliko tistega srebrovega jodida noter vnesejo na tisti volumen, pol vidiš, da ne špila, ne, da je tega premalo, to bi mogli ful več, ne. Ja, tako da je, to sem bral že te študije, tudi na spletu, mislim, ne na Facebooku, na spletu drugače, kot si dejal, ne, stroka ni enotna glede tega, koliko je dejansko uspešna ta protitočna obramba. Verjetno je pa tudi težko napovedati, ne, kot si dejal, ko te kapljice zmrzujejo, se debelijo in ko nimajo potem dovolj vzgona, padajo, ne. Verjetno je težko napovedati tudi, kje jim bo tega vzgona zmanjkalo. To je praktično nemogoče napovedati, ne. To se tako spreminja z minute v minuto, lahko da je z iste nevihte toča pada, pol je malo tega vzgona zmanjka,
se nevihta, se pomika pol nad toplejše območje, ne, in tam spet prije do vzgona dovolj, spet malo toča zraste, po domače povedano, spet nekaj nastane, pol spet pade, ne. To tak ista nevihta, lahko gre čez, ista celica, pa tam malo je toče, malo ni, na enem delu je, pol vmes spet ni. Zadnjič ta je bila kar obsežna, pa zelo dolgoživa. To je bilo, kdaj je to bilo, nekaj sredi junija, mislim, da je bilo, ne. Je tam z Avstrije prišla, pol je vmes malo oslabela, je želela, kot da bo slabela, pol se spet okrepila in je kar redko pri nas taka nevihta, to jih je recimo par na leto je takih superceličnih neviht, da toliko toče dajo, no. Ni bilo sicer druge, so bili nalivi, ampak ni bilo nič posebnega, tudi veter ni bil zelo močen, ampak zelo dosti toče je dala tista nevihta, no. So pa res, da tudi z nevihtami prihajajo, tudi če ni toče, tudi zelo, zelo močni nalivi, ne? Močni nalivi, pa tudi močni veter, sploh če se te take linije oblikujejo. In to je bilo, mislim, da to je bilo lani je bilo, ja, ali je bilo predlani, ne, lani je bilo. Je praktično zelo nenavadno, v zgodnjih jutranjih urah je prišla do nas iz Italije, ena taka cela linija, sploh na tem našem območju je bilo zelo močno. Zelo dosti streh, gozdov je poškodovalo. Tako da, mislim, te nevihte so res zelo nevarne, no. Kako bi rekla letošnjo poletje? Začelo se je poletje, nekaj neviht je že bilo, kakšno bo letošnjo poletje, zelo težko je verjetno napovedati, ampak bo bolj suho, bolj mokro. Mislim, neke hude suše ziher ne bo, ne, ker je zdaj smo že v začetku julija, pa je še zelo namočeno, narava je še zelo zelena, ne. Ponavadi je že bilo, mislim, ko je bil taka bolj sušno leto, je bilo v začetku junija je bilo slabše glede tega. Ampak nekaj neviht je bilo sicer zaenkrat, take velike škode še ni bilo, no, razen tista, mogoče tista nevihta, pa tak par teh manjših celic. Zaenkrat smo še kar dobro odnesli tudi z vročinskimi valovi. Sploh v tej prvi polovici poletja je dostikrat v vročinskih valovih je zelo soparno, ne, ker je zelo visoka vlaga. To smo še letos imeli kar srečo, pol v drugi polovici poletja se ponavadi malo bolj posuši, da je malo bolj suha vročina, ne tista ful suha. Ampak zaenkrat kaže kar dobro, sicer pa tako je bilo lani, lahko prije en dogodek, ne, tiste poplave, pa spremeni totalno sliko, ne, celega poletja. V bistvu, lani tisti tornado, ko je bil prej tam v Ilirski Bistrici, še mogoče spomnimo, ostalo pa, kaj se spomnimo od poletja, so poplave. Čeprav so bile nevihte, neurja, tu na našem koncu sicer se mogoče spomnimo drugih stvari, ker takrat v poplavah res ni bilo take sile, ampak ena stvar lahko zelo spremeni. Ja, proženje zemeljskih plazov, ne, za katere pa ni vse krivo vreme, ampak tudi človek, neko posegamo v naravo, ko poskušamo vse poravnati, ne, in potem... To pa je spet druga zgodba, ja. To pa tudi s temi stvarmi ni, da bi bilo zdaj toliko več zemeljskih plazov, ampak pač, ker se naseljujemo tam, ko se ne bi smeli mogoče, ne. Tako je. Tako si rekel, ja, posegamo v naravo preveč, če neko gozd, če so drevesa, pa jih posekaš, pa pol prije naliv. Ne rabi biti močen naliv, to lahko se potisne. Ne. Zdaj, če se vrneva k tvojem delu, dejansko, ko si dejal, ko vodiš vreme, se potem pelješ v Ljubljano in potem tudi, če si 2-3 dni zapored na programu, se potem voziš dnevno ali prespiš? Ja, tudi včasih prespim, imam neko sobo, tako da prespim včasih, ampak večinoma se vozim, ja. Sicer se pravim, če ne vodim vremena, ne grem, velikokrat ne grem v Ljubljano, tako da ne vem, 2-3 krat na teden več se ne peljem, no, tako da še kar znosno, no. Pa tudi grem malo kasneje, ne grem zjutraj, pa tudi vračam se malo kasneje, tako da v bistvu nimam gužve. Tako da nisi ob 9 jutro v Domžalah, tam je najvišje. Ne, sem vedno kasneje tam, v Domžalah sem vedno kasneje, tako da nimam gužve, no, tako da pridem 95% jih pridem uri pa pol, pa še prej, no. Ja, v glavnem je potem kar naporno, ne, če si rekel, da o 5 snemate, da potem greš domov, pa drugo jutro spet nazaj. Ja, snemamo tiste napovedi, posnamemo včasih, kaj tehnika nagaja, včasih se mi vremenarji, voditelji motimo,
nisi zbran, ne vem, nekaj pride, moraš večkrat ponavljati. Tako da ja, pol pa imamo še eno oddajo v živo, malo prečesto med tednom. Pol pa je to načeloma, se grem prevleč, pa grem domov. Tako, ja, tako. Prej smo govorila o grafiki, o studiu, ne? Bilo je kar nekaj polemik okoli te gore, pri kateri prikazujete te višinske temperature. Ta gora ni bila slovenska, potem mislim, da zdaj je. Lahko v prihodnosti pričakujemo Triglav. Triglava, samega Triglava verjetno ne. Tak je pri tem, bil je na začetku, je bil Matterhorn. Malo nerodno za Slovenijo, ampak niti ne z tega vidika, ampak je bilo nerodno, da smo mi imeli pod vrhom Matterhorna smo imeli višino 2500, je pa ne vem, koliko je blizu 4 ali koliko je, ne. To je bolj te poznavalce zmotilo, ne. Triglav pa ne bo, ker pomembno je, da je, če hočemo imeti eno pač realno goro, da je bolj osamelec, kot bi temu rekli, ne čisto osamelec, ampak bolj vrh. Triglav pa je, kot rečem, Triglav pa še poleg drugih hribov. Da lažje grafično prikažeš. Ja, in tam ne bi prišlo tako do izraza in zdaj imamo špik, ne, če kdo vse verjetno pozna ljudje. Jaz nisem v tem vodah toliko domač, ampak imamo špik, zdaj že kar nekaj let smo tu dobili povalo. Bil je najbolj strajen, glede tega je bil, mislim, da je celo bil takratni predsednik Planinskega društva Slovenije. Je na zelo prijazen način nas je večkrat opominjal, tako da so pol naši grafiki dobili nekako te 3D model špika in smo pol to implementirali in je takrat špik jaz sem zelo zadovoljen, da ni več Matterhorn. Tako. Kako pa sama ekipa, ste manjša ekipa, zdaj če pogledamo z napovedovalkami vremena, Katja, Jana, pa Špela je zdaj nadomeščala že drugo porodniško, zdaj pa je kar ostala, zaenkrat ostaja. Mi smo 4, ja, pripravi vremena pa sem v bistvu 2, pa še v bistvu 3, no, 2, 3. Tako da večino terminov 2 oddelava. Tako da se pravim, zdaj je fajn, lahko kdaj od doma sploh za vikend ali pa če se zelo ne dogaja, ti kar prihrani nekaj časa. Tako da v bistvu je to, kot bi rekel, mogoče malo skrajšan šiht, ni mogoče ti ne vzame glih 8 ur, oziroma če se ne dogaja, no, tako bom rekel. Če se ne motim, z napovedmi si začel lani v začetku novembra. Tako je. Kako se spomniš prvega vremena? Zelo dobro se spomnim, sploh zaradi tega, ker je takrat so bile poplave, ne. Oziroma, tudi so bile poplave, še večje so pa mogoče nam grozile, oziroma tudi ta spomin je bil še dosti bolj svež na tisti avgust. Mislim, da je bil to prvi, oziroma mogoče drugi dogodek po avgustu, da je bilo tako večje deževje. In takrat je bilo zelo hektično, zelo kaotično. Začel sem že delati ob 9 ali še prej. Še nekaj sem delal, še ostale stvari za oddajo. Tako da mogoče z tega vidika ni bilo take živčnosti, vsaj prej, ko sem začel snemati, no. Pol, ko sem prišel pred kamero, ja, ampak sicer je bilo fajn, no, ampak je pa bilo kar stresno, no. Tako, začel si malo nehvaležno, po smrti zamenjal si Robija, ne, dejansko, ki je bil, koliko vem, dejansko v uredništvu zelo priljubljen. Zelo, zelo priljubljen, on je tak bil že skoraj od začetka Pop TV-a, je delal najprej druge stvari, potem se začel ukvarjati z vremenom, pa je še zmeraj tudi neke druge stvari delal. On je bil zelo res človek na mesto, no, zelo dosti je pomagal, tudi mi, ko smo začenjali, nam je dosti pomagal, ko smo kakšne izjave dali, nam je kakšne nasvete Robi dajal. On je bil v osnovi radijec, ne, tako da je govorec je bil odličen, tudi pred kamero se je izjemno dobro znašel, res od njega bi se mogel marsikdo učiti, kako se je on to zvlekel, tudi če se je kaj zmotil v napovedi, se je to tako zvlekel, da pri njemu smo res zelo redko se je ponavljalo, no, snemanje. Se je zgodilo, zaradi njegove napake res zelo, zelo redko, no, tako da, pa tudi zelo dosti materijala, no, kot sem že na začetku omenil, je bilo njegovega, on se je udejstvoval, vreme ga je res zelo zanimalo.
On je bil res vremenski fanatik, no bi lahko rekli. Tako. Pa mislim, da sta imela skupno točko tudi govarjanje. Ja, to na začetku sicer nisva tako točno vedela, ne vem, ali je on ni tako bil aktiven, moče jaz tudi vmes malo ne, ker recimo v osnovni šoli pa to sem zelo dosti gobaril, ko smo imeli tam gost čez blizu doma, sem ena študirana, res place, sploh na zelo malem območju sem bistvo gobaril, potem sem z leti malo več, tako da pol mogoče takrat na začetku jaz en čas nisem bil tako aktiven. Ja, drugače pa smo se zelo dosti o tem pogovarjali tudi, pa smo pa imela res na povsem druge terene, no bom rekel, tako da ponovadi je bilo tako, da ko so pri Robiju gobe rasli, pri meni niso, ali pa obratno. No, zdaj smo že nekako razkrila, sam si omenil prej, dejansko, kaj je Aleš, ko ni vremenar. Prej si dejal v osnovni šoli in potem nogomet, zdaj smo omenila gobarjenje. Kaj so še tisti drugi hobiji? Se verjetno ti kaj veliko časa ne ostane, ampak... Provam si vzeti, recimo tek. S tekom lani sem recimo sem celo bil na pravem maratonu v Ljubljani, na velikem, na 42. Drugače sem že prej večkrat sem polovičko odtekal, ampak lani pa 42, tako da je bilo kar, priprave so bile kar naporne, no bom rekel, trebalo je te dolge teke delati, ne, drugače bi po domače povedano crknil, tam se sem v bistvu, ampak sem zmogel, tako da je bilo kar naporno, tej poletni vročini, vem, lani enkrat se spomnim prav, mislim, da je bilo avgusta, nek vročinski val vročinski val je bil, pač trebalo je narediti 30-kilometrski tek in sem pač šel po noči, ne. Sem šel teč, začel sem okoli 11. ure, pa skoraj do 2 zjutraj, ne. Sicer nisem rabo pol zjutraj vstati, ne, ampak je bilo kar v temi, sem tekal. To ja, pa s šahom se ukvarjam. To je matematika, fizika, šah, ja, skupaj. Kreativnost, ja, to se zdaj zadnja leta ukvarjam, tudi grem kdaj kaj tako živo poigrati, ker je doskrat zdaj vse to šlo na internet večinoma, ampak vse je v redu, no, boljše je, ko nič bom rekel na internetu, ampak živo je dosti boljše. To ja, pa tudi ribe lovim, no. A tudi ribe, aha. Ja, tudi tukaj sem član ribiške družine. Pesnica, Lenart Pesnica. Lenart Pesnica, tudi moj sin je zdaj že član, tako da tudi to. Ampak to je dobro, to je sicer bolj poletje, ne, po zimi glih ni, ampak... Sin je, koliko je že šola ali še pred šolo? 6, zdaj bo šel v šolo. Zdaj gre v šolo. Septembra. Kako je on sprejel to, ko te vidi, ne vem, zvečer na televiziji? Ja, sicer me je že prej videl, takrat, ko še je bil mali, ko sem kako izjavo dal, takrat mu ni bilo čisto jasno, zdaj pa ni čisto normalno, mislim, nič posebnega. Na začetku me ni hotel gledati, ko so me doma gledali, takrat se niso z njim ukvarjali, pa mu ni bilo všeč, tako da je bil kar malo jezen. Drugače pa zdaj pa normalno, nič kaj. Kako pa zdaj radi govorimo, ne, to je zdaj eno modernost, sem prekurjen in imam premalo časa zase, kako usklajuješ te stvari, ne, ker mislim, da ti tista varianta, ko zdaj pravijo 6 ur spanja, 6 ur služba, 6 ur zase, 6 ur za družino, ti ravno ne, če si v Ljubljani službi, ti to ne izide. Jaz imam tak bolj malo drugačen urnik, kot mogoče večina, pač ko delam, takrat delam še tudi kako drugo stvar zraven vremena, če ne vodim, še kako drugo stvar v grafiki ali pa kje. Takrat delam, ko pa sem prost, pa načeloma imam prost dan, ne. Tako da bolj tak, par dni mogoče, kaj dosti sebe, ne, pol pa imam 2-3 dni, ne, pa lahko naredim, pač vzamem si čas, treba si je čas vzeti, ne. Pa tudi vikendi verjetno niso vsi zasedeni, pač ne. Vikendi, ja, mislim, vikende pa tudi delam, ne. Dostikrat delam, to je mogoče slaba stran televizije, ne. Da moraš tudi vikend, praznik delati, dostikrat, ne. Ampak zdaj sem se mogoče že nekako navadil, no, pa zdaj, če od doma delam, je drugače, ne, te sem pač doma, pa še gre. Pa če so potem kakšne večje vremenske spremembe, ne vem, poplave, neurja, potem se verjetno tudi vsi bolj vključite v delo, ali... Ja, to je pa, takrat so pa kar naporni dnevi, no, ker te vsi te nekaj sprašujejo, še za oddajo je treba delati, kako izjavo dati, potem te sprašujejo pač,
kako bo za jutr, za pol, kako bi naprej planirali. Takrat imamo veliko več dela. No. Pri nas res se zelo spreminja. No. Če se vremensko kaj dosti ne dogaja, je lahko 2-3 krat manj dela dejansko. Ampak ti si pač tam, ne moreš biti na razpolago. Tudi na telefonu, ne. Ko sem jaz napisan, me lahko že ob 8 zjutraj pokličejo, pa ob 10 zvečer me lahko pokličejo. Ne. Ja, ja. No, bistveno lažje bi bilo, ne, vem, da boš odgovoril, da o tem ne razmišljaš, ampak vseeno bistveno lažje bi ti bilo, če bi se preselil v Ljubljano, ne? Ja, mislim, z tega vidika ja, ampak drugače pa ne. Drugače pa ne. Ne, to nisem nikoli razmišljal, niti času faksa. Niti na splošno mi ni življenje v mestu všeč, ne da bi imel kaj proti Ljubljani specifično, ampak niti v Mariboru v mestu ne bi živel, no, ker ne počutim se tam domačega. No. To pomeni, so ti nekako ti hribi slovenskih goric pri srcu, Ja. gozdovi z gobami in Tak, ja, to mi je všeč tukaj, ja, da imam v bistvu na roki vse, da niso zdaj samo hribi, da imam tudi ostale stvari. Ja, nisem glih nekih hribolazec, ampak ta svet gre čevnat mi najbolj ustreza. je pa res, ne, da se je Slovenija z to avtocesto, ko smo jo toliko let čakali, vseeno bistveno zmanjšala. Ne? Ja, to mislim, če ne bi bilo avtoceste skozi, težko bi si predstavljal, tako bi verjetno res mogel živeti, vsaj bliže Ljubljani, če ne Ljubljani. No, jaz se še spomnim, ko so se gradile Trojane, sem bil zaposlen v Ljubljani, 2 uri 45 v eno smer, ne, tako da mislim, zdaj je bistveno boljše, Ja, zdaj- če se pač ne zgodi nekaj vmes. Ne. Zdaj je prej v obe smeri skoraj. Ja. Ja. Vseeno gledajo te tako mladi kot starejši po televiziji. Verjetno se komu zdi to zelo fino, vreme vodi. Ne? Kaj, če bi tudi jaz bil meteorolog? Kaj bi svetoval mladim, ki razmišljajo o tem poklicu? Ja, da naj se odločijo za poklic meteorologa, ker je sicer zelo mali odstotek nas napoveduje vreme, recimo ne. Ja. Meteorologija je vse prej kot to, oziroma ne vse prej kot to, ampak večina ljudi dela druge stvari, ampak meni je zelo, se pravim, že sam študij mi je bilo zelo zanimiv. Je pa res, da pač je treba biti doma v matematiki pa fiziki. Ne. Če kdo ne mara fizike pa matematike, pol ne. To je najbolj jasno. Ja. Ampak drugače pa zelo zanimiv študij. Meni je zelo veliko dal, no. Pač naučite, moče tudi razmišljati, bolj pa to, kot sem že na začetku tudi omenil, zelo malo je bilo učenja na pamet, tudi enačbe, razen za ustne izpite smo imeli vedno pri roki, tako da nisi se rabo s tem ukvarjal, si se ukvarjal z reševanjem problemov, ne da ne boš se spomnil formule, ne. Recimo konkretno. Drugače pa pač stiko si z naravo, te naravne procese, ukvarjaš se z naravnimi procesi. Tudi meteorologija, se pravi, je zelo popularna, s temi podnebnimi spremembami, tudi v energetiki. Poznam kar nekaj kolegov, kot dela v energetiki, ne vem, tudi na agenciji za okolje, tam so so vsi meteorologi, se ukvarjajo s programiranjem. Recimo, če koga to zanima, veliko meteorologov programira, ne. Tudi so meteorologi pa programirajo, če koga, ker to je zadnje leta zelo popularno programiranje, ne, za te razne aplikacije. Ja. Tako da jaz bi svetoval, da naj se odločijo, da probajo, ne vem, fizika pa matematika sta meni zelo blizu, tako da sem se za to odločil tudi. Kaj pa drugače, ti rumeni mediji, oboževalka in tako naprej, kako to rešuješ? Vem, da ne vem, Jana Morel pa potem tudi Katja Jevšek sta kar velikokrat je zasledimo v teh rumenih medijih, tudi od Jane hčerka in tako naprej, kako sta si podobni. Ja. In kako ti to rešuješ in kako je s temi, je to pri ženskem delu ekipe bolj izrazito kot pri moškem? Ja, verjetno, jaz nimam nekih težav, no, rekel, da nimam težav, da bi me kdo nadlegoval ali pa kaj takega, sploh ne. Tu pa tam kdo kaj reče, ampak zaenkrat nič pretresljivega, nič slabega, no, ali pa da bi bilo česa kaj preveč, ali pa
V redu, mislim, meni ni problem, če me kdo kaj nagovori glede vremena, Ja. pa to na neki prijazen način, normalen način. Tako da Pa nimam mislim tudi, če te kdo vpraša, čuj, povej mi, kakšna je Jana drugače, pa sem pa ti Ja, to zbirajo ja. kakšne informacije. Pa ni sile, no. Ni sile. Tu pa tam kdo kaj reče, ampak se ni nekih skrivnosti, mislim. Če kdo Radio 1 posluša, tako več ve o njej, kot jaz verjetno. Ja, tako je. Tako. V glavnem, delo je pestro in zanimivo, vsekakor dolg cajt ti verjetno nikoli ni, ne? Ne, to pa res dolg cajt pa ni. No. Tudi v službi že, če se na vremenu ne dogaja, se drugače kaj dogaja v redakciji. Tako da doskrat moram si tam, ko sem tam na delovnem mestu, da se skoncentriram za napoved ali pa tudi pol, da si malo preberem, ko sem pol, da vodim, si dam slušalke gorno, ker je zdaj se nam malo se tam spreminjajo pozicije, kje sedimo in zdaj sedimo nasproti urednika dnevnega. In tam prihajajo zmeraj vsi, sploh če se kaj dogaja, ali politiki, ali na kakem drugem področju, je to z veliki džumbosno, tako da. Zdaj že dolgo nisem bil, ampak mislim, da se nič ni spremenilo. V glavnem, Pop TV uredništvo je bolj vse open space, ne, dejansko tako da. Ja, zdaj smo še bolj se je šlo na to, tako da v bistvu je tudi svet na kanalu A je v istem prostoru, splet, da so vsi smo nakupani v takem velikem prostoru, tako da to se informacije, imamo telefone, ampak se kar večinoma tako pogovarjamo nadaljavo. V živo. Živo, mislim, ja. Tega, kar nam manjka v sodobnem času, Ja, se mi zdi. tam je še kar dost, mislim, kar dost tega. Sicer eni novinarji tudi kdaj delajo doma, ampak večina jih je tam zelo pestro. Mogoče za konec najinega pogovora vseeno še na svet, ne vem, treba je splanirati dopust, kdo še nima splaniranega dopusta, kdaj iti na morje dejansko, kam se odpraviti, kaj bo s temi visokimi temperaturami, kako preveriti aplikacijo, katero odpreti bo, ne vem, od 1. avgusta do 10. avgusta lepo vreme. To so za taka vprašanja za milijon evrov, ne. Mislim, pač tisti, ko imate radi sonce, poletje, kaj bi rekel, pač čim bolj na jug, no, tako bom rekel, bolj južno greš, manjša verjetnost, da bo deževalo poleti, ne. To je dejstvo, ne. Drugače na Primorskem, zdaj da bi bilo, leta 2014 je bilo nazadnje, ko je bilo tako poletje, drugače pa tam je zelo drugačno vreme, tudi če je pri nas dežuje, je na Primorskem mogoče dan, dva, malo hladnejše, pa tudi ni tako hladno, tako da to ni problema s temperaturami. Glede aplikacij pa je tak, ja, jaz bi svetoval, tisti pač, ko jih uporabljate, da mogoče imate naloženo ali pa vse pogledate, 2, 3 mogoče, ne, pa malo primerjate med sabo. Ne samo ene, ker ena lahko kaže narobe, zelo narobe, bom rekel. Tako da mogoče jih več, pa mogoče malo se tisto, ko uporabljate, mogoče 2, 3 jih malo bolj podrobno pogledajte, kaj dejansko piše, ne. Ker ene imajo tako nastavljeno, recimo, da je verjetnost za dež več kot 30% v celem dnevu, ne, pa še to je mogoče verjetnost, da bo kaki liter, 2 dežja, kar je ni nič, ne, v bistvu, ne, kar bi jaz rekel, idi delati, kaj hočeš, ne, razen mogoče kositi, ne. Ja. Pa že kaže dež, ne, recimo to moraš se malo poglobiti, ne, tako da te so zavajajoče, ne. Moraš malo pogledati, kaj kaže, če je verjetnost za dež 30%, pa da je liter, 2 dežja, to nič ne pomeni, ne, to pomeni, da bo suho. Pol pa po drugi strani pa mogoče včasih eni rečejo, ja, kaže mi dež 5 dni, ne. Malo pogledaj, kako ti kaže znotraj tega, ne, ker da bi 5 dni deževalo, sploh poleti pri nas, se v bistvu ne zgodi, še lani v poplavah je, ne, če 2, 3 dni bil dež, ne, pa je bil res taki dogodek, ne. Ampak, tako da ja, več aplikacij, če pač se bolj, več pa jaz bi svetoval, da tudi poleg aplikacij se te napovedi na naši televiziji, ne, malo reklame narediti, pa tudi na drugih medijih, si tako večina se povzema po agenciji za okolje, ne, na teh radijih pa to, da se te napovedi tudi poslušajo, vse napoved besedi, da dobiš nek občutek, kako bo vreme, ne. Zdaj, če so možne manjše plohe, to nič ne, to je v redu, ne, to je super, ne, v bistvu.
Dejansko je, ne, glede na to, da se je tudi v meteorologiji marsikaj spremenilo v zadnjih letih, ne, tudi večja digitalna podpora, tudi umetno inteligenco bo verjetno tu svoje naredila, ne, ampak vseeno vreme je bilo in ostaja nepredvidljivo. Ja, vreme je pač kaotično, no, bom rekel, zmeraj bo zelo nepredvidljivo, sploh v poletnem času. No. Načeloma je tako bolj toplo, bolj je nepredvidljivo. In tako samega stališča, kaj se bo zgodilo, sploh pa kje se bo zgodilo, ne. Te plohe nevihte, to lahko rečem zagotovo, da nikoli ne bomo točno mogli napovedati, ker so to taki male stvari odločajo. Sam relief tudi zelo veliko pripomore k temu, ne. Že ne samo pohorje, še manjših ribi vplivajo na te razvoj teh manjših ploh nevihte. Tako da je vseeno in tako kot sva tudi dejala, ne, tudi Slovenija je ena specifika. To bi bilo to, vsi tisti, ki niste prej poznali Aleša, jaz mislim, da smo ga vseeno malo predstavili in povedali, s čem se vse ukvarja. Dejansko prihaja iz Slovenskih Goric. Aleš, še enkrat hvala, da si vzel čas, da smo te zmotili, da si vzel čas in obiskal. Hvala vam za vabilo, no. Mi je bilo čast. Tako da spremljajte nas naprej, seveda tudi preden se odpravite na dopust in tudi vsakodnevno nič ni narobe, če pogledate vreme na Pop TV-ju, tudi če ni Aleša, vam tam vedno povedo, kakšno bo vreme v naslednjih dneh. In seveda ne pozabite všečkati našega podcasta Neokvirjeno. Hvala še enkrat.